Pozdravljeni! Pred nami je še zadnji briefing, kjer bom skušal obdelati na hitro vse tiste zanimive točke, ki smo jih videli na samih kvalifikacijah in jih prekrižal s tistimi podatki s prostimi treningov, tako da bomo vedeli, kaj lahko sploh pričakujemo od same dirke za veliko nagrado Brazilijo. In prvi zanimiv podatek je, da smo lepo videli na kvalifikacijah, kaj pomeni temperatura asfalta. Ta je strmo padla iz približno 35 stopinj na 30 stopinj in videli smo, da od enega do drugega poskusa v istem delu kvalifikacij se je čas bolidov strmo dvignil. Videli bomo na sami dirki, kako bo tudi ta faktor vplival na hitrost določenih bolidov. In pojdimo raje na bolide. Enkraten pole position Maxa Verstappena z Red Bullom. A sedaj se vprašamo, je to samo zasluga Maxa Verstappena? Je bolid Red Bull v kombinaciji s pogonskim sklopom Honda toliko boljši od ostale konkurence? Ali je, bom rekel, zasluga Maxa Verstappena in posebne nastavitve, katera je omogočala Red Bullu soft pneumatiko doseči tako enkraten čas? Sam mislim, da je to slednje. Videli bomo lahko na dirki, da se bo izkazalo, da bo Max Verstappen v določenih delih dirke bistveno počasnejši. Seveda ga še zmeraj štejem kot tistega z največjim talentom, kar jih vidimo v mlajši generaciji v Formuli 1 in mislim, da se ne bo predal tako zlahka. Druga točka, katera je zanimiva, je Charles Leclerc. Kot sem že omenil v prejšnjih prispevkih, strateškega pogleda Ferrarija na tisto, kar se je pokazalo, mi ni pravzaprav jasen. Charles Leclerc se je kvalificiral kot četrti v Q3 in bo začel dirko kot 14. Začel jih bo na tisti medium pneumatiki, na kateri se je kvalificiral v Q2, kar ni nič takega, edini na medium v Q2, ampak v Q2 je bil Charles Leclerc s medium pneumatiko bistveno hitrejši kot Sebastian Vettel s soft pneumatiko. Kar ni spet nič takega, če ne bi prav tisto pneumatiko bil primoran uporabiti na začetku dirke. Poenostavljeno povedano, bojim se, da jo je pregrel, kar bi pospešilo tisto degradacijo. O tem seveda v posebnem prispevku, katerega bližnjico dobite v opisu. No, in ta pregreta pneumatika na 14. mestu, ko bo imel pred sabo kopico voznikov, kateri se ne bodo predali tako zlahka, bi znala biti usodna z njegovo dirko. Bi bilo bolje začeti prav iz zadnje vrste, verjetno tudi s kakim novim delom pogonskega sklopa in svežimi pneumatikami. Jaz bi razmišljal tudi v tej smeri, če bi bil v boksu Ferrari, a nisem, sem doma, komentiram in zaradi tega mi niso jasne vse številke, ki jih imajo oni na razpolago, a videli bomo na dirki, kaj se bo iz tega izcimilo. Predstavljam pa si, da v tisti ključnem delu dirke prvega stinta, to se pravi v tistih prvih 5-6 krogih, ne bo znal izkoristiti svoje medium pneumatike v primerjavi s tistimi, ki bojo pred njim na soft. A bomo videli, dirka je dolga seveda. Druga zadeva, katero velja omeniti, je forma Mercedesa. Videli smo na kvalifikacijah, niso blesteli. A če pogledamo tisto, kar smo videli na samih kvalifikacijah in primerjamo z ritmom, vidimo, da na dirki bi znali imeti pri Mercedesu bistveno boljši ritem, tako od Red Bulla kot od Ferrarija. In prav tista medium pneumatika, ko bojo šli na menjavo vozniki, bo ključnega pomena za dobro uvrstitev. Vkolikor bo Lewisu Hamiltonu uspelo nekako se obdržati blizu prvih dveh v tistim prvem stintu, v tisti prvi fazi dirke, bi znalo biti zanimivo, ko bodo na bolide namontirali tiste pneumatike medium. Seveda, videli bomo, v katerem krogu se bojo odločili. Nekako sam pri sebi računam, da bojo šli na 2 postanka, a nisem prepričan v to. Nekako tak je moj občutek. Videli bomo, kaj se bo zgodilo pravzaprav na dirki in v katerem krogu bo kdo menjal. Seveda nekje je za pričakovati 2 stinta na medium, 2 stinta na soft, 1 stint na medium, verjetno v katerikoli možni kombinaciji. Pojdimo še korak naprej. Videli smo, kako so pri Haasu in Alfa Romeo Racing imeli enkratne kvalifikacije. Gre to zasluga predvsem pogonskemu sklopu Ferrari, po mojim tudi verjetno, kajti videli smo naprimer na tistih časovnicah, kako je imel Charles Leclerc najvišje končne hitrosti. Zopet argument proti temu, da je nekaj narobe na pogonskemu sklopu Ferrari.
narobe v smislu proti pravilniku. Mnogi o tem pišejo, govori se in govori, a da bi kdorkoli dal uradno prijavo, ga nisem videl. V glavnem, mnogi mediji to zgodbo ponavljajo, verjetno zaradi tega, da pritegnejo kakega bralca, a pustimo jim veselje. Pojdimo še naprej. Videli smo izjemno slabo formo vseh ekiprenov, obeh, da tako rečem. Carlos Sainz imel težave s pogonskim sklopom, kar na predzadnji dirki je nekje tudi pričakovano lahko, a tudi preostali McLaren, Landa Norrisa in oba tovarniška Renaulta nista dosegla tistega, kar smo videli na ostalih dirkah. Kaj bi lahko to pomenilo? To, da v Braziliji je pogonski sklop eden izmed bistvenih elementov te enačbe, kompletne enačbe, katera je potrebna za dobre kvalifikacije. In prav tu se vidi, da je Honda res malce boljša od tistega, kar je pokazal Renault. Govorimo na splošno. Videli bomo spet na dirki, kje je tista prava kvaliteta enega in drugega. Dirka se začne ob 18:10, 17:45 se bom sam vklopil v prenos na Facebooku, kot običajno s komentarjem v živo in v prvih 25 minutah bomo obdelali vse tiste zanimive teme, od strategij, ki jih kaže Pirelli, vremenskih pogojev in zadnjih novic. Seveda, vabljeni, da se mi pridružite, do takrat pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.